Dober dan in lepo pozdravljeni na Info 360. Moje ime je Suzana Kos, v naše središče pa smo povabili gospoda Anžeta Logarja, prvega moža stranke Demokrati, in gospoda Janija Prednika, vodjo poslanske skupine stranke SD. Hvala, da ste se odzvali na našemu vabilu. Pa bi morda začela z vami, gospod Prednik, da najprej razčistimo vajin odnos. Menda vas je gospod Logar vabil, da se mu pridružite na začetku njegove nove politične poti. Jaz vem, da je predsednika vaše stranke Matjaža Hana to vabilo zelo skrbelo in da je govoril, da bo to škodilo tako stranki kot tudi vam. Kaj je zdaj s tem? Ste se menila, se niste zmenila? Zakaj se niste zmenila? Dobar dan. Dobar dan. Zdaj najprej je potrebno povedati, da jaz kot politik se pogovarjam z vsemi. Večkrat sem bil tudi iz lastne stranke deležen kritik, ker sem dejal, da je potrebno imeti dialog tudi čez politični pol. Ko smo bili v opoziciji, sem dejal, da se je potrebno pogovarjati s takratno koalicijo, v kateri je sodeloval oziroma bil v vladi tudi gospod Logar. Tudi sedaj trdim, da je verjetno potrebno imeti Jaz vas nisem vprašala, če ste naklonjeni dialogu in sodelovanju v politiki. Kot rečeno, pogovarjam se z vsemi politiki, pogovarjam se tudi z gospodom Logarjem, pogovarjal sem se z njim, ko je bil še član SDS-a, pogovarjam se z njim tudi sedaj, ko ima lastno stranko, vendar jaz sem član Socialnih demokratov, in bom verjetno na tej listi kandidiral tudi na prihodnjih volitvah. Vabilo je bilo ali ni bilo? Direktnega vabila ni bilo, so bili pa pogovori. Gospod Logar, vi tega niste priznali, ker sem vas spraševala, da ste ga vabili v svojo stranko, ampak pustimo zdaj to, zdaj vemo, gospod Prednik je priznal, da so bile želje, da bi se vam pridružil. Je pa dejansko res, da ste dobili tudi poslanca iz Gibanja Svoboda, ali še skušate koga dobiti v parlamentu, zdaj, ko ste ustanovili poslansko skupino? No, najprej lep pozdrav in hvala za vabilo. Zelo hitro se v politiki besede drugače razumejo. Tudi kolega Prednik je povedal, da sva se kot dva politika pogovarjala, kot tisti prvi protagonist Demokratov pa nisem vabil onkraj nekega političnega aspekta, da se nam pridružijo ljudje, ki sicer upravljajo pomembne funkcije v njihovih strankah, tako da do tega neposrednega vabila ni prišlo. Se pravi, skrbi gospoda Hana so bile odveč potem? Ja, zagotovo cenim pa politiko sogovornika, namreč mislim, da je v Sloveniji vse preveč tega deljenja. In jaz to vidim predvsem razliko med mlajšo generacijo politikov in starejšo generacijo politikov. In tu sam ocenjujem kot neka stara energija in nova energija. Mislim, da ta nova generacija, ki prihaja, je bistveno bolj dialoška in se bistveno lažje pogovarja. Vprašala sem, ali skušate dobiti še kakšnega poslanca, ali mogoče kdo... Ne, iskreno priznam, da se v tem trenutku ne ukvarjam s tem. Tudi nihče ne poskuša priti do vas in se ponuja, da bi se vam mogoče pridružil? Mi smo glede tega odprti za ljudi, ki podobno razmišljajo, skratka fokus na vsebino. Ali vas je kdo vprašal, če bi se vam pridružil tudi v stranki? Od poslancev me zanima. Ker govorilo se je in špekuliralo se je, da boste dobili še nekaj poslanskih kolegov iz Gibanja Svoboda. Špekulira se vedno veliko, ampak vam lahko iz osebnih izkušenj povem, da te pogovori nikoli se ne začnejo tako, jaz bi pa k vam prišel. En tak primer smo imeli, pa ste videli, da se je slabo končal. Je pa dejstvo, da vendarle pridobivate, recimo, če rečemo tako, da gro vaše stranke je SDS, če rečem za vas pa vašo kolegico Evo Irgl, pridobivate pa na terenu, delate zdaj močno na terenu, na lokalni mreži, in pridobivate ljudi tudi z levega političnega pola. Mislim, da prejšnji teden, da je odmevala odločitev sežanske svetnice, ki je kandidirala na listi Levice, je prestopila k vam, bila deležna očitkov, zahtev, da vrne mandat. Pa bi mogoče tukaj rekel, da so zelo zanimive. Recimo, če vlečemo vzporednico, ko je vaše stranke oziroma vaši poslanski skupini prišel gospod Trček iz Levice, se ne spomnim, da bi bilo nekaj veliko ogorčenja. Zakaj je tako različno? Ja, sej to je ravno to, kar bremeni slovensko politiko, da če nekdo nekaj počne znotraj svojega tabora,
se upraviči vse, če pa nekdo podobno počne na nasprotni strani, pa gori cela dežela. Skratka, pri teh zadevah je treba na te korake gledati z enakimi očali in žal v slovenski politiki še ni tako. Jaz sem pa vesel, da vsak zmore to širino in da ne gleda na demokrate kot neko ozko usmerjeno, okostenelo stranko, ampak predvsem o stranko, ki temelji na vsebini, torej na konkretnih stvarih, ki jih mi želimo v Sloveniji izboljšati. Lahko recimo poveste, s čim nagovorite recimo ljudi z Levice, z Gibanja Svobode, tudi z SD-ja, se vam je tudi kdo pridružil. Kaj je tisto, katera vsebina? Jih ne nagovarjam. Delamo svoje delo, ustanavljamo stranko in na poti je veliko ljudi, ki se nam pridružuje, zaradi tega, ker v tej poti spoznajo iskrenost in spoznajo pravo namero, da se v Sloveniji pregrize s to delitvijo levo, desno, črno, belo, ne vem, ampak so recimo tudi vsebinske razlike, recimo ne vem, kakšno je bilo sicer stališče te vaše nove kolegice iz Levice ali pa teh, ki so prišli k vam iz Gibanja Svoboda. Dejstvo je, da je koalicija sprejela pred dnevi, prihodnji teden boste odločali znova o zakonu o zdravstveni dejavnosti, ker je Državni svet izglasoval veto. Zakon o zdravstveni dejavnosti oziroma njegova novela je eden temeljnih zakonov vaše koalicije, ena temeljnih zahtev Levice že leta. Kako bo ta stranka delovala? Ker vi niste glasovali, se niste udeležili glasovanja glede tega zakona, če se ne motim. Zdaj, jaz sem proti vedno bil, če nisem bil, je bil to zaradi drugih aktivnosti. Drugače sem pa tudi v predstavitvi stališča zelo jasno povedal in naša poslanska skupina je glasovala proti. In to vaših kolegov z leve strani ne moti? Sej ta zakon o zdravstveni dejavnosti je ideološki zakon. To v bistvu sploh ni reforma. To je v umanjkanju drugih reformnih ukrepov fokusiranje na nek zakon, ki ne bo prinesel nič konkretno dobrega in ga postaviti na piedestal izjemnih reformnih naporov te koalicije, ker nima pač ničesar drugega za predstaviti. Nekaj rešitev recimo dobrih, kar se tiče vzpostavitev zdravstvenih regij, to je prava smer, potem tudi poenotenje primarne, sekundarne in terciarne ravni na državni ravni, ampak ta umetni spopad med javnim in zasebnim pa ni posrečeno rešen in mislim, da bo tudi v nadaljevanju se pokazalo, da to ni bil prav korak, ker niti en pacient za to ne bo prišel hitreje na vrsto. Gospod Prednik, sprejeli ste ideološki zakon, ki ne bo rešil ničesar? Jaz mislim, da je to dejansko temeljni zakon te koalicije, tudi obljubljali smo ga, ta zakon, ki razmejuje javno, zasebno oziroma vsaj dela del reda v zdravstvu, so obljubljali vse vlade, prejšnja Janševa, naša vlada, prejšnje naše vlade, ta vlada pa je dejansko to sprejela. Ali bo ta zakon prinesel želene učinke, v praksi bomo videli v prihodnjem letu. To je predsednik vlade in tudi zdravstvena ministrica v teku sprejemanja tega zakona tudi opozarjala. Dejstvo pa je, da smo naredili pomemben korak k temu, da naredimo red znotraj javnega zdravstva. Mi želimo krepiti javno zdravstvo in tiste deležnike znotraj javnega zdravstva, ki so javno zdravstvo izkoriščali za zasebne zaslužke, seveda poriniti iz javnega zdravstva. Torej zavračate ideološkost, ki vam jo pripisuje. Gospod Logar, kaj pa to vprašanje, mavrična stranka, kako bo mavrična stranka, demokrati, zelo različna so stališča leve in desne, če govorimo zdaj o ideologiji, glede različnih vprašanj. Jaz sicer pozdravljam, da gospod Logar sestavlja stranko z levega proti desni ali obratno, vendar si ne predstavljam, da ko bo prišel, če bo prišel svojo stranko v državni zbor z različno paleto različnih, že sedaj aktivnih politikov, kot je recimo ta gospa, ki prihaja z levice, potem ima tudi določene kandidate oziroma ljudi, ki prihajajo z desnice in potem pride seveda do vsebinskih vprašanj, kot so splav, obrambni izdatki. Vemo, da pri obrambnih izdatkih sta leva in desna strana popolnoma različnih bregovih, tudi pri davčni politiki in tu se v nadaljevanju zna gospod Logar srečati z določenimi težavami. No, gospod Logar, jaz mislim, da bo prišel v parlament, vse tako vam kažejo ankete, za zdaj stabilno ni na medija, okrog 12%. Kaj pravite na to, kar govori gospod Prednik? Ja, da je to, da ne boste mogli funkcionirati dejansko. Da je to gledanje na politiko z včerajšnjimi očmi. Namreč
Zakaj bi morala biti Slovenija drugačna, kot so neke druge države? Pa poglejmo obrambne izdatke. Zakaj bi tu delal ločnico med levo in desno? Imanentno vprašanje tukaj je vprašanje varnosti. Pa poglejmo samo primer Nemčije. Koalicija se je dvotretjinsko uskladila z pomembnim poudarkom levih strank, torej zelene stranke in socialdemokratov, da so pristali na bistveno višja sredstva za varnost, ker je nova geopolitika prinesla do drugih razmer. In tu se ne določa o ideologiji, ampak o našem prihodnem preživetju. Enako je boj zoper korupcijo. Zakaj bi moral biti boj zoper korupcijo razdeljen na levo in desno? Naprej, zdravstvena nega oziroma pacient prvi, torej zdravstvena oskrba za pacienta. Zakaj bi moralo biti to levo ali desno? To je naloga države. Država mora svojim državljanom zagotoviti storitev, ki ni ne leva, ne desna, ampak je učinkovita. In kako doseči učinkovito storitev? Tako, da vso pamet, ki jo imamo, damo na mizo in rečemo, to so edine prave odločitve. In v platformi sodelovanja smo lansko leto, na koncu leta naredili javno tribuno, kjer so sodelovali imanentni zdravstveni strokovnjaki in so rekli, v Sloveniji zdravstvene reforme ne boste uspeljali in ne boste uspeli speljati, dokler se ne bo večinska politika, ne glede na to opozicija ali koalicija, leva ali desna, uskladila, da na področju zdravstva ne bo kapitalizirala političnih dobičkov. In to je res. Vse se strinjam, tako obramba, zdravstvo, davki niso levi ali desni, pa vendar so izhodišča različna med levimi in desnimi. Če se dotaknemo spet obrambnih izdatkov, ravno levica v Sloveniji, pa tudi socialdemokrati smo tisti, ki na nek način nasprotujemo višjim obrambnim izdatkom. Levica celo predlaga izstop iz NATO. Se pa strinjam glede varnosti. Mislim, da Evropa gre tako ali tako v smeri povečanja varnosti, pa vendarle levica v Sloveniji, govorim levica v Sloveniji, je tista, ki ne želi višjih obrambnih izdatkov in želi, kot sem že omenil, tudi stopiti iz NATO. To je rahla demagogija, kakorkoli. Valižanske zaveze so bile sprejete pod vlado, v kateri so sodelovali tudi socialni demokrati, in valižanskih zavez ne izpolnjujemo. Kako torej lahko trdiš, da ne izpolnjuješ, kar si se zavezal, in potem si strogo proti temu, da povečaš izdatke? To ne gre skupaj. Skratka, zaveze je treba spoštovati, in če bi bila Slovenija v tem trenutku na izpolnjenih zavezah in bi imeli mi industrijsko politiko, ki bo spodbujala razvoj varnostnih sistemov, za nas povečanje obrambnih izdatkov bi bilo nekaj, kar bi poganjalo ekonomijo. In to spet ni levo in desno, kajti ekonomija, ki deluje, nosi benefite za vse, na tiste, ki prisegajo na socialne transferne, in na tiste, ki želijo večjo konkurenčnost. Absolutno se s tem strinjam. Dejansko so tudi leve vlade pod vodstvom SD-ja sprejemale določene odločitve za višanje obrambnih izdatkov, in jaz sem govoril v stranki Levice, ne v stranki socialnih demokratov. Naše stališče trenutno je, da do leta 2030 je popolnoma dovolj, da se približamo 2%. Gospod Logar, dali ste eno iztočnico, omenili ste, da korupcija, boj proti korupciji ni lev ali desen. Te dni smo priča v Sloveniji eni zgodbi povezano z gospodom Robertom Golobom, ki je večkrat brezplačno bival v obmorski vili znanega poslovneža Tomaža Subotiča. Da tukaj priznam, pred leti sem tudi jaz dobila vabilo, če želim tam letovati s svojim partnerjem, pa sem seveda zavrnila, ker mislim, da so ta povabila nespodobna. Bom najprej vaju vprašala tole. Kako vidite odziv slovenskih medijev, če si upata kaj reči na to temo, ker je dejansko v bistvu pokazalo se je zdaj te dni, da so mediji, ki so tuji lasti, poročali o tem, problematizirali to zadevo, medtem ko preostali del, tudi javna televizija, se nekako izogiba te tematiki. Pa čeprav so pravni strokovnjaki, recimo dr. Rajko Pirnat in dr. Miro Cerar, sta dejala, da v bistvu gre za kršenje zakona o integriteti, ker gre za nedovoljeno prejemanje daril. In gospod Cerar je danes na Radiu Slovenija tudi dejal, da bodo posledice, da ne ve, kakšne bodo. Kako vidite najprej medije, me zanima? Čeprav se oba seveda bojita zameriti medijem, tako da predvidevam, da ne boste upala nič reči. In če ne boste nič rekla, povejte, kako so se odzvali politiki. Jaz bi si želel, da vsi mediji poročajo enako. Če pride do neke take situacije, je dolžnost medija, ne glede na to, v tuji lasti ali v slovenski lasti, da v takih zadevah poroča.
Pravilno je, da je tudi KPK vzel pod drobnogled to zadevo predsednika vlade. Zdaj prejudicirati zadeve bi bilo nehigienično in tudi nepravilno do predsednika vlade. Bomo pa videli, kaj bo odločila KPK, in tudi sam mislim, da ta zadeva brez določenih posledic, morda tudi političnih, ne bo šla skozi. Da ne boste prejudicirali, jaz bom vprašala, da bi se vi odzvali takšnemu vabilu, ste se kdaj odzvali? Ne, niti nimam te sreče, da bi me kdo povabil. Kaj pa vi, gospod Logar? Da so zgodbe v politiki, kjer molk medija v bistvu še bolj na glas kriči, kot če to objavlja. In to je ena od teh zgodb, ker ljudje razumejo, in mislim, da je tu Gibanje Svoboda naredilo veliko napako, ker je podcenilo razumevanje ljudi dejanske teže te zgodbe. Kdorkoli to spremlja in je slišal samo eno informacijo na eni od komercialnih televizij, je o tem govoril naslednji dan, in ko tega ni videl v drugih medijih, je rekel, to je pa nekaj narobe z mediji, ne, to je pa nekaj narobe z informacijo, ki sem jo dobil. In se s tem je v bistvu samo še dodatno podžge razpravo o tej zadevi, in jaz se strinjam z nekdanjim predsednikom vlade, da bo ta zgodba imela posledice, imela bo zelo negativne posledice na predsednika vlade in tudi glede na reakcije na Gibanje Svoboda. Gospod Cerar sicer ni govoril o javnomnenjskih posledicah, ampak je govoril o posledicah, ki bodo, pa ni prejudiciral kakšne, ampak da bo KPK morala pač prepoznati, da tukaj nekaj ni bilo v redu. To bo na nek način povezano. Jaz mislim, da KPK tu nima pretirano težkega dela. Lahko zelo hitro zaključi ta postopek in zaključen postopek seveda potem pelje v neke posledice. Zdaj, kakšna je časovna dinamika tega, ne znam povedati. Mislim pa, da je škoda narejena, ker je glavna delnica, na katero je stavilo Gibanje Svoboda, v bistvu ravno s tem primerom pri glavi dejansko zapravljena. Povejte, ste kdaj dobili to vabilo, ste kdaj spali brezplačno? V vili gospoda Subotiča. Ne mislimo v vili gospoda Subotiča, to je pač lahko zdaj metafora, v kakšni vili ali pa stanovanju. Ne, pa tudi bi na takem primeru, posebej pa na takem mestu zagotovo odklonil. Sploh ne razumem, kako lahko pride do takega pomisleka, da na mestu predsednika vlade, kjer mora varnostna služba predhodno preveriti tako na meji, torej obvestiti nasprotno državo, kot tudi spraviti celi konvoj do pač same destinacije, ker verjetno tudi sosedje te vidijo 2 dni prej prideti pogledati ta kraj. Mislim, da bo to šlo brez, da bi kdo opazil mimo. Pri gospodu Subotiču to pač mediji oziroma Pop TV še ni poudarjal. Ni samo težava njegovo članstvo v svetih zavodov 2 bolnišnic, ampak dejstvo, da je pomemben lastnik v večjih družbah gospodarskih, kjer ima delež tudi država, velik delničar, včasih je imel par milijonov evrov v Telekomu, mislim, da tudi v Petrolu. Jaz sem ga danes kontaktirala, pa mi ni odgovoril na to vprašanje, če še ima, tako da v preteklosti se je hvalil z več milijonskimi naložbami v državnih podjetjih. Tu je pa potem še dodatno vprašanje, kakšne so lahko posledice takšnega gostovanja, prijateljevanja, glede na to, da ima Gibanje Svoboda pač v rokah SDH. In prek tega vpliv na ta podjetja. Zdaj se poskuša podcenjevati tudi mesto v svetu oziroma predsednik sveta nekega zavoda, kot je bolnišnica Celje. No ja, rekli so, da je Subotič dobil, ampak poleg tega, 70 evrov sejnine, ampak ne gre problem je tudi v tem. Poleg tega, da imenuje vodstvo in na ta način vpliva na poslovno politiko, ki pa, kot vemo, nabavlja opremo, sodeluje v razpisih, ima druge pogodbene obveze z dobavitelji medicinske opreme, in kar naenkrat pridemo na zelo spolzko področje, da predsednik sveta oziroma mesta v tem svetu lahko bistveno večji vpliv, kot se na prvi pogled zdi. No, jaz vseeno mislim, da je največji problem tukaj, da je gospod Subotič solastnik, pomemben lastnik podjetij, ki so v državni solasti. Še ena pomembna zadeva bo ta teden se zgodila. V petek bo znana odločitev celjskega sodišča glede zadeve Trenta. Poleg tega, da bo verjetno imela ta afera Roberta Goloba zanj posledice, bodo politične posledice tudi pri morebitni obsodilni sodbi Janeza Janše. Se strinjate s tem? Zagotovo bo to imelo politične posledice. Pa vendarle se lahko naučimo tudi na starih primerih gospoda Janše, da to njemu osebno ni pretirano škodovalo, je pa morda to dvignilo drugo stran
da je potem se udeležila volitev. Kakšna bo sodba, jaz ne vem, verjetno nihče v tem studiu ne ve. Me pa moti, da člani stranke, privrženci gospoda Janše že danes, že včeraj v bistvu trdijo, da imamo v Sloveniji krivosodje. Me prav zanima, če bo prišlo v petek do oprostilne sodbe, če bodo priznali, da pravosodje pa kljub vsemu dela. No, zagotovo to dogajanje v Celju vpliva aktivacijsko na volilno telo SDS-a. Poznate ga verjetno? Ja, mislim, do določene mere zagotovo deluje, tudi rezultat te sodbe verjetno bo imel svoj učinek takšen ali drugačen. Je pa vendarle treba reči, da 14 let dolg proces za zadevo, ker potem tožilec na koncu zahteva 2 leti, je rahlo pretiravanje sodne veje oblasti pri postopkih, ki bi verjetno lahko zaključili prej. Če bi se recimo zgodilo, da bi gospod Janša na koncu, zdaj bo to sicer prvostopenjska odločitev, pristal v zapor, se bi vi potem obžalovali odločitev, da ste šli na svoje in niste prevzeli mogoče vodenja SDS-a? Ne, pa se moja odločitev, da grem po svoje, je bila zavestna. Ni bila to del odločitve vezano na nekaj drugega. Je bila zavestna odločitev po neki novi politični poti, za katero mislim, da v Sloveniji je mesto in da je tudi v bistvu edina prava prihodnost. Poznajoč stvari noter, pa mislim, da zato ne bi imel večje možnosti, ampak morda manjše. Še nekaj bi vaju vprašala v zvezi s premierjem, vas kot poslanca opozicije, vas pa kot predstavnika koalicije. Nenavadno je, kako ne želi govoriti o svojih transakcijah. Če pustimo ob strani to znano financiranje Vesne Vuković, ki je potem postala generalna sekretarka njegove stranke, se recimo nam dogajalo, mislim, da prejšnji mesec smo spraševali, ker je gospod Robert Golob prijavil protikorupcijski komisiji, da se je zgodila sprememba premoženja, ki je višja od 10.000 evrov in se nanaša na prevzem posojila oziroma dana jamstva. Mi smo spraševali, zakaj gre, ali ne vem, je komu dal jamstvo, se je pri komu zadolžil, kaj se dogaja z njegovimi financami in ne želi odgovoriti, da so to njegove zasebne zadeve, se strinjata, vidva z dojemanjem te zasebnosti, ker dejansko, če si politik, pač se mi zdi, da moraš povedati, ne vem, imaš težave finančne. Kar se tiče finančne transparentnosti, je dejstvo, da moramo politiki oziroma funkcionarji poročati o svojem stanju in jaz mislim, da so... Vse gospod Golob je poročal, potem smo želeli izvedeti, kaj je to. Jaz mislim, da glede na to, da ne pove, dela sam sebi v javnosti največjo škodo. Na njegovem mestu bi to javnosti predstavil. Mislim, on rahlo nenavadno razumevanje funkcije politika, predvsem pa kaj to pomeni v odnosu do ljudi. V politiko je prišel kot veliki zmagovalec, kot veliki rešitelj in očitno je to ponotranju v smeri, da mu ni treba polagati račune. Ko enkrat vstopiš v politiko, moraš od prvega dne polagati račune in verjetno bi bilo smiselno, da se je tega naučil že na začetku mandata. Kot vidimo, se ni, tudi ta zadeva s Karigadorjem nas prepričuje, da se ni in se očitno do konca mandata ne bo. Sem pa prepričan, da mu bojo volivci to zamerili. Zdaj bom nekaj vprašala, vem, da nimate kristalne krogle in da je težko napovedovati. Ta teden agencija Nina Media meri javnomnenjski utrip za časopis Dnevnik, mislim, da je predvideno za ponedeljek, da bojo te rezultati objavljeni. Glede na to, da večina medijev, časopisi, vsaj kar sem jaz gledala, nihče ni poročal o tej aferi gospoda Roberta Goloba s to morsko vilo gospoda Tomaža Subotića, ne vemo, ali se mu bo poznalo v javnomnenjski podpori ali ne, se bo pa dejansko s tem pokazala verjetno tudi moč komercialne televizije Pop TV. Na mnenje. Se strinjate s tem? Mislim, da ne, zato ker dojemanje nekega dogodka v zavesti ljudi rabi približno 14 dni, da prodre noter. Tudi če si danes slišal in si potem jutri bil poklican, to razen če nisi pristaš ravno nasprotne strani,
ne bo bistveno vpliva. Verjetno vpliva na tiste, ki bojo dali že tako nasprotno nižje ocene pri priljubljenosti politikov. Kar se tiče razdelitve, ne vem, deleža za stranko, jaz mislim, da ne bo imelo tak večjega učinka, bo pa naslednja anketa, ki mislim, da bo ravno na komercialni televiziji, pa mislim, da to že zasledila. Če bi bila ta afera, ki je do določene mere afera, enako obravnavana, kot je bila recimo lanska Litijska in se je socialnim demokratom močno poznala, potem bi se poznala tudi predsedniku vlade oziroma njegovi stranki, tako pa se tudi jaz strinjam z gospodom Logarjem, da mislim, da ljudje tega niso zaznali in tega tudi ne bodo pretirano kaznovali. Če drži to, kar ste vi dejali, da traja 14 dni, da se v zavesti volilnega telesa zadeve usedejo, bo potem javnomnenjska podpora narasla, ker mislim, da 2 tedna nazaj ste predstavljali velike dosežke, pokojninsko reformo in tako naprej. Ne? No, bomo videli v ponedeljek, kako bo. Treba vsem biti ljudje na izrečeno, pompozno predstavitev ničesa, kar sami dejansko ne občutijo, ne računajo ali pa se ne odzovejo tako, da bojo sedaj, ker se je spremenile njihove preference in bo da priljubljenost zrasla. Sploh ne. Ta zadeva deluje ponavadi v politiki bolj navzdolj, skratka, da vleče navzdolj. V politiki dolgoročni, pravilni proces sprejemanja odločitev tisti, ki mogoče prinese pozitivno smer. Jaz bi mogoče začela še z eno drugo temo, zdaj, da se odmaknemo naprej in gremo k gospodu Prebiliču. V tem studiu je, mislim, da 2 tedna nazaj, dal nekaj nenavadnih izjav, pa me zanima, kako jih video komentirate, mogoče gospod Logar, ker ste kolesarili do njega, mislim, da poleti ste se ustavili, pozabila sem, kam ste šli, nekam na Hrvaško. Ste se ustavili pri njem in ste se pogovarjala, če se prav spomnim, o tem, kako bi vidva lahko sestavila prihodnjo vlado, oziroma o vajeni prihodnosti v politiki. Gospod Prebilič mi je dejal, da sta se potem sešla še nekajkrat in je v intervjuju, ki sem ga delala sicer za en drug medij, tudi dejal, da sta se pogovarjali o tem, da bi vidva lahko sestavljala novo vlado. Zanimivo pa se mi zdi, da je v tem studiu govoril, da bi bil on rad mandatar SD-ja, Levice in še nekaterih drugih strank, vas pa ni omenil. Sta se razšla že vmes ali kako je to? Ne, pa se mislim, da ni v načrtu, da bi postal predsednik demokratov. Mislim, da smo na zadnjem kongresu ravno ne demokratov, o mandatarstvu je govoril, ne? Razumem, o mandatarstvu je govoril. Razumem, ampak zdaj bom povzel besede iz uvoda. Ne, kar konkretno mi odgovorite. Se še srečujete, se pogovarjate o tem, kako bi vidva sestavljala vlado? Ali se je nehalo to? To je zagotovo preuranjeno, tudi takrat pri njemu doma se nisva o tem pogovarjala. Pogovarjala sva se o okostenelosti slovenske politike in kako dobro bi bilo, če bi naredili ta prelom v sodelovanju. Niste me dobro poslušali. Rekla sem, da mi je povedal, da ste se po tistem še nekajkrat pogovarjala in da ste se pogovarjala o tem, da bi vidva lahko sestavljala novo vlado. Jaz sem prepričan, da ukolikor se on odloči za pač samostojno politično pot, trenutno je napovedal, da je možno za 160%, torej ko bo 100%, zagotovo bodo konkretni obrisi njegovega programa in tega dela znani in tudi zagotovo bojo glede tega sinergije. Po človeški plati pa jaz mislim, da je človek, s katerim je lahko sodelovati. Pa se vam zdi normalno, da recimo prek enega medija sporoči naprimer stranke SDS, da bi bil pač njihov mandatar, ker jaz sem se pogovarjala z mislim, da skoraj vsemi člani vodstva SD-ja in nihče ne ve nič o tem, da je prišlo vabilo z SD-ja. Tako da zdaj jaz ne razumem, ali se on pogovarja za hrbtom SD-ja o tem, da bi bil on mandatar SD-ja, ali kaj? Z menoj se o tem zagotovo ni pogovarjal, koliko vem, tudi z predsednikom stranke, ne, oziroma z drugimi iz vodstva. Morda je to želja gospoda Prebiliča, ker je seveda lažje prevzeti neko resno, staro, izkušeno stranko, ki ima mrežo na terenu, kot ustanavljati nekaj svojega. Dejstvo je, da je gospod Prebilič zaenkrat evropski poslanec in dokler ne bo resno vstopil na slovenski politični parket, morda z svojo stranko, se o njemu niti ne moremo pogovarjati kot o nekem resnem kandidatu za mandatarja. Za socialdemokrate je pa jasno, da imamo izvoljeno vodstvo, imamo predsednika stranke in dokler nimamo novega kongresa, je to vodstvo stranke, s katerim gremo tudi na volitve.
Moram reči, da je mene presenetilo, ne vem, če sta gledala ta pogovor pri kolegu Bojanu Požarju, da je med drugim govoril tudi proti zakonu o zdravstveni dejavnosti, da on pa takšnega zakona ne bi podprl. Glede na to, da je to temeljni zakon, ni pa povedal, zakaj ga vaše stranke, mogoče je zmanjkalo časa, ampak dejstvo je, da ga ni podprl, medtem ko Levica zahteva vse skozi to razmejevanje in SD ga tudi podprla. Mislim, se mi zdi nenavadno. Zakaj? Pa sej, ta zakon je v bistvu spravila na jedilnik te vlade Levica. Zdaj Levica je ampak če on govori, da bi rad bil mandatar tudi Levice. Zelo veliko ukrepov te vlade v umanjkanju idej, kaj narediti, ravno Levica, ki je zelo jasno, kaj je treba delati, spravila na dnevni red. Zdaj, če ste gledali novinarske konference vsako leto, ob začetku leta, kaj bo vlada naslednje leto naredila, boste spet ugotovili, da največ tega, kar je predstavila Levica, je bilo potem poosebljenega v agendi vlade za naslednje leto. Oddaljujete se spet od vprašanja, ki sem ga zastavila. Ne razumem, zakaj bi bilo to nenavadno, se na koncu koncev zdravstveni ceh, veliko zdravnikov, ki je srčnih, se je postavilo zoper ta zakon. Verjetno imajo nek razlog. In verjetno vse s tem zakonom ni tako, kot mora biti, čeprav želi predsednik vlade temu predstaviti na tak način. In še enkrat, to ni neka huda reforma, ki bo drastično spremenila stanje v zdravstvu, še posebej zato ne, ker za uveljavitev tega zakona potrebuje 20 podzakonskih aktov. Po izkušnjah z vladanjem vem, da to traja vsaj 18 mesecev, kar pomeni, da bo zakon učinkoval šele v času naslednje vlade. In spet, skratka, brez realnih ukrepov, samo nekakšen zakonski fokus, ki bo predsedniki vlade omogočil na predvolilnih soočenjih, da bo rekel, razdelil sem javno in zasebno zdravstvo. Gospod predsednik, vi ne vidite težave v tem vsebinske pri sodelovanju morebitnem sodelovanju z gospodom Prebiličem? Na tej ravni zagotovo. Glede na to, da je on izrazil željo, da prevzame vodenje socialdemokratov, potem se tu močno razhajamo, kajti tudi socialdemokrati smo podprli ta zakon, čeprav se tudi sami zavedamo, da morda ni optimalen, so pa neki nastavki, da se naredi v prihodnjem letu dveh red v zdravstvu. Zdaj dejstvo je, da ta koalicija še ni končala svojega dela in ima namen svoje delo nadaljevati tudi v prihodnjem mandatu, ko se bodo dokazali učinki tega zakona. To dokazuje, da v ta zakon verjamemo in da vemo tudi, da ga bo verjetno potrebno v prihodnosti popravljati, vendar ga bomo popravili tam, kjer se bo izkazal, da ne deluje tako, kot smo si zastavili. Kaj menite, obstaja možnost predčasnih volitev glede na te zadeve, ki se dogajajo zdaj? Zdaj bi trdil, da manj kot mogoče predni so se te dogodki dogodili, ker predsednik vlade bo zagotovo kalkuliral, toliko teh dogodkov se je nabralo, pa zelo verjetno, tako je, pa tudi zelo verjetno izgubljen referendum, da je treba malce počakati, da ljudje pozabijo in da ne vzamejo, da ne grejo s temi misli na volitve. V tem trenutku koalicija ne razmišlja o predčasnih volitvah, kar kaže tudi na zrelost koalicije. Imamo še 9 mesecev do volitev, do takrat pa je potrebno postoriti še marsikatero vsebinsko zadevo. Verjamem, da si opozicijske stranke želijo teh predčasnih volitev, vendar bodo verjetno morali počakati na marec. Kaj pa, če bo protikorupcijska komisija zelo malo ugotovila, ker mislim, da ste rekli vi, da ne bo imela težav pri ugotavljanju tega bivanja v koridorju? Če je dejansko šlo za kršitev integritete oziroma kakršnikoli drugih zadev, tudi sam upam, da bo KPK to čim prej ugotovila in verjetno bodo potem tudi kakšne politične posledice, kakšne pa bomo videli potem. Samo še 2 vprašanje za konec. Te dni je bila objavljena raziskava Slovensko javno mnenje. 2 zadevi se mi zdita, poleg drugih seveda, ampak 2 zadevi vam bom naštela, pa bi vas prosila, da komentirate. V raziskavi so ugotovili, da se je močno zmanjšal delež tistih, ki so se leta 2022 recimo še izrekali, da so sredinski volivci. Šli smo gledati namreč, kaj je pokazala raziskava zdaj in kaj je bila pred 2 leti. Zakaj se je to zgodilo? Pa da dodam še podatek. Gledala sem, kolikšen delež ljudi zanima politika. Skoraj 50% ljudi politika čisto nič ne zanima ali pa zelo malo. 31 nekoliko zanima, le 18% ljudi politika zanima. Ali ste politiki priskutili politiko volilnemu telesu? Ja, treba je biti samokritičen po mojem mnenju. Da, jaz tudi mislim, da
politiki, ni potrebno, da vsakodnevno skačemo, tudi iz paštet, kot radi rečemo, ni potrebno, da se vsak dan pogovarjamo o procesih znotraj politike, se je pa potrebno pogovarjati takrat, ko se seveda v državi sprejemajo pomembne odločitve in mene ta anketa ne preseneča. Pogovarjati čez ločnico levo-desno? Tudi. Gospod Logar. Zanimivo pri tej anketi je, v bistvu to pričakovano, tudi zakaj sem se sam odločil, da je potrebno začeti te strasti zbliževati, ne pa deliti. Če boste pogledali, distribucija glasov levo-desno, sta oba skrajna kraka narasla. Skratka, ta sredina, ki se zmanjšuje na način, da raste skrajnost. Pomeni, da se volilno telo oddaljuje eno od drugih. To pa zaradi te demagoške, politične, ostre retorike in mislim, da je za nas, za predvsem mlajšo generacijo, za zanamce, naše otroke pomembno, da to politiko nazaj pripeljemo nekako v Gaussovo krivuljo. Mislim, da mora biti nam vsem v interesu, da se lahko med seboj pogovarjamo, ne pa da kričimo iz enega brega na drugega. Tu imajo svojo vlogo tudi mediji. Sam opažam, da pri debatah v državnem zboru vedno pridajo potem 5-7 zvečerna poročila tisti, ki kričijo en čez drugega, ostali, ki vsebinsko razpravljamo, pa tega prostora v poročilih nimamo. Samo še zadnje vprašanje, pa mi odgovorite samo z eno besedo. Je gospod Vladimir Prebilič rešitelj leve sredine ali je drobitelj? Gospod Logar. Zdaj, ne vem, če bi se ukvarjal z levo sredino, ne vidim razloga. Lahko je pa v tem generacijskem prelomu eden od tistih, ki bo pomagal do tega. Lahko je nov akter na levi ali morda desni strani, zagotovo pa ni rešitelj. Tako, bomo na tej točki končali za danes. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Vam pa hvala za pozornost. Vidimo se spet čez teden dni.